Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Nagrada Slavka Gruma je najpomembnejša nagrada za slovensko dramsko besedilo, ki jo vsako leto podelijo v sklopu festivala Teden slovenske drame. Podeljujejo jo že od leta 1979, ko je prvo Grumovo nagrado za dramo Voranc prejel Dane Zajc. Do lanskega leta pa se je izvrstilo 52 besedil, ovenčanih z nazivom Najboljše slovensko dramsko besedilo. Strokovno žirijo za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kvedar so letošnje leto sestavljali Maja Šorli, Petra Vidali in Dino Pešut. Za nagrado Slavka Gruma so nominirali 5 besedil. Pred sobotno podelitvijo nagrade smo pripravili pogovore z avtoricami in avtorji nominiranih besedil. Vabljeni, da jim prisluhnete. Prvo nominirano besedilo je dokumentarna drama Anhovo. Ustvarila sta jo scenaristka, dramaturginja in režiserka Katarina Morano in režiser Žiga Divjak, skupaj s strokovnima sodelavkama Jasmino Jerant in Moniko Weiss. Besedilo je nastalo za uprizoritev v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, uprizoritev pa je uvrščena v tekmovalni program letošnjega Tedna slovenske drame in festivala Borštnikovo srečanje. Avtorja tudi v tem besedilu nadaljujeta svojo afiniteto do dokumentarnega, ki se sicer na odru prepleta s fiktivnim, vendar še vedno kliče k kritičnemu odzivu. Zakaj zgodba o Anhovem? S Katarino so bila v bistvu povabljena, da v SNG Nova Gorica ustvarja predstavo Anhovo in to že kar nekaj let nazaj, potem pa pač ti naši divji urniki in gledališki ustroj dela je pripeljal do tega, da smo lani pa potem to predstavo realizirali. Anhovo je, mislim, da je ena taka, lahko bi rekel, kar rak rana slovenske družbe. Gre torej za en majhen kraj, ki plačuje strašansko ceno za nekaj, kar določeni ljudje imenujejo razvoj. To bi lahko poimenovali tudi nekako drugače. Je torej kraj, ki plačuje nekako ceno za industrijo, ki je tam nekoč bila, torej industrijo, ki se ukvarjala z azbestom in še vedno plačuje ceno za sežiganje odpadkov, torej industrijo, ki se še vedno tam v teh krajih dogaja in torej na nek način, preden se zares saniralo in razrešilo eno tragedijo, so ljudje v bistvu vpeti že v drugo. Besedilo ste ustvarjali skupaj s Katarino Morano in pa strokovnima sodelavkama Jasmino Jerant in Moniko Weiss. Kako je potekalo to vaše snovanje besedila? Kako ste nekako sploh prišli do materiala in kako ste ga potem uredili oziroma, se recimo odločili, kaj ostane v besedilu, kaj morda umanjka oziroma gre ven? Ja, to je v bistvu en tak čudovit, pa hkrati tudi kar kompleksen proces snovanja take predstave. Nekako naši gledališki procesi so relativno kratki za raziskavo in snovanje predstav, ki bi se ukvarjali s takimi temami. Tako da smo imeli res neskončno srečo, da so se našemu procesu pridružile Monika Weiss in pa Jasmina Jerant. Jasmina Jerant je napisala knjigo Primer Anhovo in Monika Weiss, ki je skozi celo kariero pravzaprav kot novinarka poroča o okoljskih katastrofah in o industriji in o ceni, ki jo ljudje plačujejo za to industrijo. Zato ta industrija obstaja. Nekako v najin raziskovalni proces pa poskušala vključiti torej ljudi, ki so svoje življenje posvetili tem bojem, ljudi, ki živijo v teh krajih, ljudi, ki so izgubili ljudi v teh bojih in zaradi posledice azbesta, pa tudi zdravnice, ki so se borile proti temu gigantu ob Soči. Nekako so poskušala kar se da široko nekako zastaviti to raziskovalno polje in nekako ustvariti nekakšen hibrid, nek gledališki tekst, ki je hkrati, tako kot ste omenili, v bistvu dramski tekst, hkrati je skupek različnih pripovedi, različnih dejstev, različnih raziskovanj, različnih takšnih in drugačnih znanstvenih poročil in komentarjev. Tako da na nek način sva potem, ko sva vse to nekako nabrala, začela to iz tega ustvarjati neko novo celoto, ki bo dobila neko svoje gledališko življenje.
Pri čemer je na eni strani izrazito dokumentarna, že hiperrealistična, na drugi strani pa vendarle ostaja poetična, recimo z nekim ponavljanjem, z neko ritmiko posebno, da nima v spominu ostaja. To je politična odločitev, to ni strokovna odločitev. Kaj pa to recimo vnaša v dramaturgijo besedila? Mislim, da velikrat, kadar se soočamo s takimi zgodbami, se ponad soočamo v nekem trenutku z njimi, torej ko se nekaj aktualnega dogaja. Včasih pa pozabljamo, da imajo te zgodbe neko zelo kompleksno zgodovino. In ko včasih sopostavimo neko zgodovino z neko sedanjostjo, neke pretekle boje z nekimi sedanjimi boji, se mi zdi, da šele lahko zagledamo neko zares kompleksno sliko in zaresno tragiko nekega boja. In boj ljudi v Anhovem za to, da bi imeli bolj čisto okolje, da bi pravzaprav lahko uresničili svojo z ustavo zagotovljeno pravico do zdravega okolja, je možno razumeti šele, ko na nek način se spomnimo, kaj vse se je v tej dolini že dogajalo, kaj vse je ta tovarna prinesla in kaj vse je ta tovarna odnesla in še zmeraj odnaša, seveda pa tudi prinaša. Šele ko nekako priznamo in zaobjemamo to kompleksnost, potem se lahko mogoče kot civilizacija, kot ljudje, kot družba vprašamo, kakšna je cena tega, čemur rečemo gospodarska rast, kaj pomeni to, da je dobiček na prvem mestu in ali je morda možno misliti družbo tudi drugače. Nama se je zdelo, da je nekako s temi repeticijami, s tem ponavljanjem, z nekimi citati, ki ti ostanejo v glavi, da na nek način se ves čas opomniš, kaj vse si že pravzaprav doživel v tej predstavi in kaj je pravzaprav neka preteklost in kaj je neka prihodnost in kaj je tragično v tej zgodbi, da se je neka zgodba, ki je bila vezana na azbest, v določeni meri ponavlja tudi zdaj z sežigom odpadkov. Čeprav poskuša na nek način PR tovarne trdi, da temu ni tako, nas strokovnjaki in zdravnice in zdravniki opozarjajo, da je še kako nevarno in škodljivo to, da se sežiga odpadke tam. Kakšna pa je neka avtorska teža pripovedovati to zgodbo, kakšno odgovornost to prinaša v dramsko pisavo, tudi v kontekstu, da ste vedeli, da bo besedilo nekako zaživelo prav v tem lokalnem okolju, ki ga je najbolj prizadel ta, kako zapiše strokovna obrazložitev. To ni več lokalna zgodba, temveč nadnacionalna tragedija. Na nek način sva čutila eno, popolnoma naj jo je prevzela ta zgodba, popolnoma naj jo je prevzel njihov boj, njihova krivica, ki se jim je zgodila, istočasno pa so seveda čutila neko ponižnost in neko spoštovanje do ljudi, ki so seveda posvetili svoje življenje tem bojem, tako v tem, da so se konkretno borili ali da so popisali ali raziskovali to. Tako da smo jih nekako na nek način želela vključiti v snovanje teksta, v snovanje predstave in na nek način tudi ponuditi nek omaž ljudem, ki se borijo in ki so se borili in ki so pomembni za to zgodbo. Mi dva sva zgolj en delček te zgodbe, ki so sicer, se mi zdi, vanjo stopila zelo srčno in zelo zares, ampak sva samo pač en majhen delček te zgodbe. Ljudje pa, se pravim, so pa posvetili svoje življenje tem bojem. Tako da sva na nek način vstopila zelo strastno, zelo srčno, pa hkrati izjemno prestrašeno in spoštljivo in na nek način se ves čas jaz spraševala, zakaj ravno midva govoriva to zgodbo, ampak se mi zdi, da je mogoče najina neka neopletenost v lokalno okolje in neke najine izkušnje z projekti, ki so se na tak ali pa na drugačen način morda lotevali nekih podobnih tem ali pa problemov, da je prenesla neko svežo dimenzijo ali pa nek drugačen pogled na to, kako pravzaprav povedo to zgodbo. Za nagrado Slavka Gruma je nominirano tudi besedilo Hudič babi brusi jezik, ki ga je napisala dramska in filmska igralka Lina Akif. Besedilo prevprašuje žensko, njeno telo in pa družbeno pozicijo tako ženske kot njenega telesa v različnih časovnih obdobjih. Avtorica je na začetku povedala nekaj o nastanku besedila, torej zakaj odločitev za tako temo in kako je naredila raziskavo za besedilo, ki vsebuje veliko zgodovinskih podatkov. Ja, dramsko besedilo je nastalo iz neke ful močne notranje nuje. Jaz sem nekako zdaj, ko sem vstopila v svoje 30. leta, reflektirala svoje 20. In to že nekaj časa počnem. In ugotovila sem, da gre pravzaprav za serijo veliko izkušenj z nasiljem in z nasiljem v različnih oblikah. Seveda kot žrtev, kot agresorka, tudi kot prijateljica, tudi kot opazovalka. Z njim sem se soočala v partnerskih odnosih, prijateljskih odnosih, na spletu, z neznanci. In nekako sem se začela ukvarjati z
zgodovino nasilja ne samo mene in svojih sovrstnic, ampak nekako za sistemi nasilja, ki izgleda, da so se ohranili iz nekega obdobja v zgodovini nazaj do danes. In raziskovala sem, odkot pride v bistvu ta sistem. Vstopnih točk v samo besedilo je kar nekaj, veliko od tega je seveda bazira na mojih avtorskih, avtobiografskih izkušnjah. Nekaj jih pa bazira, kot ste omenili na začetku, na raziskovanju zgodovinskega obdobja. In sicer na eni točki sem se ukvarjala z zgodovino svojega mesta, ker jaz svojo, ki je pač Maribor in pa prihajam iz Štajerske regije in mislila sem, da bo v bistvu to raziskovanje mi prišlo prav za nek drug projekt, kjer sem se ukvarjala z svojim otroštvom. Potem sem pa naletela na to, da je zgodovina mojega mesta in regije, v katerem odraščam, zelo nasilna. Namreč prvi množični sežig žensk se je zgodil pač v Mariboru. In jaz o tej zgodovini nisem vedela. In ko sem raziskovala to regijo, še naprej sem odkrila, da je v bistvu imamo res sistematično zgodovino tega nasilja nad ženskami, tako da mi je nekako to se izkristaliziralo, da je to neka linija mojega raziskovanja. Tako da sam tekst bazira na seveda autofikcijskih momentih in pa seveda na raziskovanju. Predvsem bi rekla, da stoji na raziskovanju Matevža Koširja in njegovem poglavju Čarovniški procesi na Slovenskem, ki ga objavil v knjigi Čarovnice predstave procesi pregoni v evropskih in slovenskih deželah. Predvsem pa tudi na raziskovanju Marjete Tratnik-Volasko, kot tudi Saše Radovanoviča in Senke Drev. Torej, jaz sem veliko preštudirala dela teh zgodovinarjev, predvsem me je pa zanimalo, kaj je narativa in kaj je ostalo iz zgodovine tega nasilja. In predvsem je šlo za neka pričevanja žensk, ki so plod fikcije teh ljudi, ki so jih izpraševali in ne toliko, kaj se je z njihovimi telesi dogajalo. Tako da to so bile neke vstopne točke in nastal je en eklektičen tekst, ki mi je neskončno ljub. Kako pomembno pa se vam zdi v dramatiko ali pa tudi v našo ožjo slovensko dramatiko vnašati, kot je zapisala strokovna žirija v utemeljitvi za vaše besedilo, kontinuiteto nasilja nad ženskim telesom in glasom? Ker zdi se, kot ste že omenili, da se tega res premalo zavedamo. Recimo, res je zanimiv detajl, ki ga vnašate v besedilo, ko so v bistvu ti čarovniški procesi eden od nekako turističnih atrakcij nekega manjšega kraja in služijo kot nekaj, kar ne bi bilo atraktivno, pa je v bistvu v svojem jedru zelo problematično. Ja, meni se zdi to zelo pomembno, zaradi tega, ker seveda imamo morda znotraj naših gledaliških krogov ta trenutek občutek, da se o tej temi zelo veliko pogovarjamo in veliko projektov nastaja na to temo. To sem odkrila predvsem po Roku Zagruma, ker sem tekst oddala. Ampak zelo očitno je, da nas veliko čuti, da je to velik problem in da nas čuti nujo, da bi o tej temi spregovorili. In meni je v tej moji raziskavi bilo to pravzaprav zelo veliko odkritje, ker je tu ena zelo nasilna zgodovina, za katero nisem vedela. Seveda vem za, Halloween in za te turistične atrakcije in tudi, ker sem brala razna ta pričevanja, je zelo velik poudarek predvsem na teh nadnaravnih elementih in na teh fascinantnih zgodbah, ki so jih te ženske pričale. Ni pa poudarek na tem, pod kakšnimi pogoji so one pričale. Tako da znotraj teksta se jaz zelo osredotočam na kaj točno se je s telesom dogajalo, torej kako točno so izgledale ta mučenja, kdaj se je kakšna kost prelomila, kdaj se je kaj pretrgalo, zato da bi nekako to pojačala in podala nek drug fokus, kaj je pravzaprav naša narativa. Tudi v samem raziskovanju, to predvsem imam ker sem brala od Silvije Federici, Cannibal and the Witch, torej prevod bi bil Kanibal in čarovnica, govori predvsem o tem, da ravno v tem obdobju čarovniških procesov se je zgodil vzpon kapitalizma. In te procesi so nastali ravno zaradi kapitalizma, zato ker se je pokazala potreba po novem družbenem redu in pa po redefiniciji ženske vloge. In sami čarovniški procesi so v bistvu služili kampanji terorja in pa obvladovanju množice. In ženske so bile tukaj najbolj priročna žrtev tega, kako obvladovati to množico. Tako da vse te ugotovitve so mi bile zelo fascinantne in predvsem je pa ful fascinantno, kako se v bistvu te iste strukture pojavljajo danes. Seveda v neki drugi obliki. Ampak ta sistem je še vedno zelo ohranjen in pozna se nam pravzaprav v vsakem kotičku našega življenja. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da to vedno znova poudarjamo,
zato ker, ne vem, danes to snemava en dan po volitvah, moram reči, in ta obrat na desno, ki se dogaja pravzaprav po celem svetu in z vzponom nekih tradicionalnih vrednot in pa z ponovno redefinicijo, kakšna naj ženska bi bila in kje je njeno mesto, in to mesto je zelo tradicionalno in veliko nasilja se proizvaja, je pač, se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno, da temu ne klonemo in da to ponovno ozaveščamo. Ja, to na nek način kažete morda tudi s formo vašega besedila oziroma s to nekako časovno premico, ki jo uvajate, ker namreč vaše besedilo se začne v naši zdajšnjosti in nekako potuje do preloma 17. in 18. stoletja. Morda kakšen je bil vaš dramaturški premislek ali pa odločitev za to vrstno formo, ki na koncu zelo učinkovito pokaže, kako se te strukture ponavljajo. Ja, mogoče najprej par besed o sami strukturi teksta. Besedilo je zelo eklektično in to je zelo zavestno eklektično. Gre za serijo 9 prizorov. En prizor je recimo pisna korespondenca, 2 sta dramska prizora, en prizor je mimohod, en prizor je zgolj seznam. Zadnji prizor je recimo prepesnitev, kjer uporabljam tudi montažo z citati drugih zgodovinarjev in pa tudi vnašam zgodovinske dokumente. En prizor je čik pauza. Za čisto vsak prizor sem tudi poiskala neko drugačno formo pisanja, mislim, ne radikalno drugačno, ampak nekako mi je bil ta eklekticizem zelo pomemben. In dramaturška premisa je bila, iskala sem pravzaprav, ko govorimo o čarovnicah, govorimo mi o nekih zelo stereotipnih stvarih. Torej, velikokrat govorimo o tem, da so ženske, ki so neskončno seksualne in so bile zaradi tega zelo kaznovane. Govorimo o ženskah, ki so zdravilke, govorimo o ženskah, ki so nadzorovale rodnost, govorimo o ženskah, ki so jim sodili. Tako da sem nekako poiskala same strukture teh stereotipnih prizorov, ampak sem jih potem prenesla v nek sodoben svet. Vnesla sem svoje avtobiografske stične točke, tako da nekako sem se poskušala s temi formami igrati. Mi je bilo pa seveda pomembno, da začnem v sedanjosti in končam nekako v preteklosti, ravno zaradi tega, da sem nekako jasna v tem, kako imajo te strukture nasilja zelo jasno zgodovino. Ki seveda je ta zgodovina tudi še pred lovom na čarovnice, oziroma domnevne čarovnice, ampak v tem obdobju lova na čarovnice se je to nasilje sistematiziralo na državni ravni. To je nenadoma postalo ne samo vraževerje, ampak uradni postopek države. In nekako me je ta element me zelo zanimal. Kako pa morda o besedilu oziroma o dramskem pisanju razmišljate tudi kot igralka? Vas morda nekako veže že premislek na uprizoritev, mogoče spet v kontekstu obrazložitve oziroma ugotovitve strokovne žirije, da je vaša drama nekako besedilo, ki ustvarja lasten, brezkompromisen prostor svobode in da je klofuta družbi, institucijam in pa krutemu dediščinskemu bremenu naše civilizacije. Ja, pa ne, mislim, absolutno ja, seveda ti, ko pišeš, oziroma vse jaz v tem procesu, sem imela v glavi neke zelo jasne slike, kako približno bi naj te prizori izgledali, ampak dramsko pisanje kot tako je neka forma, ki je drugačna od ustvarjanja predstave in tudi zame zelo nova, zelo tudi tako v samoti sem pisala ta dramski tekst, tako da bi rekla, da v bistvu mi je bilo zelo osvobajajoče, ker do neke mere sem si seveda predstavljala šment, kako bi zdaj to režijsko sploh rešili na odru. Potem sem pa na eni točki se odločila, da se s tem ne bom obremenjevala in da bom dala na papir točno to, kar čutam. Tako da je bil v bistvu tudi nek proces osvobajanja zame. In kar se tiče same uprizoritve, če bi kadarkoli v prihodnosti prišlo do nje, seveda sem tudi odprta do tega, da se v bistvu dela ali po motivih, da so izstopi, da se tekst preobrne in tako naprej, ker to bi mi kot igralki recimo bilo zelo, zelo ljubo. Večkratni nagrajenec z Grumovo nagrado, režiser Matjaž Zupančič, je letošnje leto nominiran z dramskim besedilom Orkan. Tudi v tem besedilu nadaljuje svojo poetiko, pa tudi aktualne družbene teme, ki jih pretresa. Ja, pri Orkanu gre v bistvu za nek dramski eksperiment, dramaturški, ki sem ga nekako izvajal zadnje 2 leti. V tem je mogoče malo specifičen. Začel sem tako, da sem najprej napisal eno čisto kratko igro, dolgo 10 strani,
zaključeno celoto, potem sem pa na to igro napisal več novih. In se je zgodila ena zanimiva stvar, namreč ta uvodni tekst je na nek način vplival na vse ostale. Hkrati se je pa sam tudi spreminjal skozi luč tistih, ki so nastali. Ta postopek se mi je zdel zanimiv, mogoče bolj prisoten v slikarstvu. Recimo vem, da je Pablo Picasso slikal tako včasih, da je na neko sliko naslikal 4-5 novih, pa se je potem, ko si gledal zadnjo, nekako videl motiv skozi vse ostale. Vsebinsko bi pa rekel zelo preprosto, kaj me je zanimalo. Tako se mi zdi, da se človek, sodobni človek, najbolj brutalno sooči s svojo sodobnostjo, ne če odkrije neko razgledno točko, kjer lahko opazuje tornado, ki se razvija v njegovi bližini, ampak šele takrat, ko se zave, da pravzaprav že sedi v njegovem očesu. Te dramske osebe so vajene zgolj opazovati, ne pa delovati, to tudi opaža strokovna žirija. Premetava jih ta orkan, sicer pa so zelo statične. Ste mogoče že razmišljali oziroma pisali tudi z razmislekom na uprizoritev? Ne, seveda se vsaka, po mojem mnenju, vsaka igra nekako teži k uprizoritvi. Moram pa se povedati, da se mi mogoče v zadnjem času zelo zanima tudi neka čist dramska avtonomija, neka, bi rekel, avtonomnost dramske literarne pisave, ki ni takoj v zvezi z gledališčem ali pa takoj nekokatera z uprizoritvijo, ker se mi mogoče zdi, da je mogoče v tem trenutku to za dramatiko pozitivno. Drugače pa ja, mislim, dramski tekst ne more biti nikoli napisan do konca. Hkrati je pa tisto, kar umanjka, mora biti na nek kontingenten način vpeto v njegovo kontekstualnost. Dramatika je zmeri slika sveta, je pa hkrati tudi situacija. Res je pa to, da me tudi pri tem orkanu, pa tudi sicer v zadnjih tekstih, zanimajo neke situacije, ki so v osnovi precej paradoksalne ali pa absurdne ali pa celo nadrealne včasih. Tega ne razumem kot nek eskapizem, ampak nekako si domišljam, da lahko mogoče na ta način globje prodrem v neko drobovje sodobne družbe, kot če to družbo in življenje zgolj preslikavam eksplicitno na odrne. Lahko pa to besedilo beremo tudi zelo politično, če seveda želimo. Gre za skupek bogatih ljudi, ki si pravzaprav privošči to opazovanje neke katastrofe in na nek način to jemlje kot neko razvedrilo oziroma nek hipen trenutek, ki že izginja in pravzaprav nima zveze z njihovim vsakdanikom. To je povsem točno. Seveda orkana ne bi bilo, če ne bi bili pred tem napisani že neki drugi teksti, recimo Razred, Padec Evrope, Prehod, Nova rasa, Shocking shopping, tudi na nek način te igre bo konec. Govorim namreč o teh svojih tekstih, ki imajo neko intenzivnejšo družbeno ali pa politično agendo. V tem smislu, ja. Seveda je pa v tem orkanu tudi glede na način, kako je nastajal, neka temeljna dvoumnost. Neka dvoumnost, še to bi rekel, jaz sem si pri tej igri dovolil tudi neke napake, ki si jih mogoče običajno ne bi privoščil. Recimo ta dvomnost izhaja že iz tega, a je ta skupina teh ljudi sploh še živa. Glede na to, da jih ta vrtnar sploh ne opazi na koncu, glede na to, da se v drugem delu seveda čutijo reference na Zaprta vrata Sartrova. Nisem pa hodil tega preveč eksplicitno poudariti prav zaradi mogočih uprizoritev, ker se bojim, da bi se pol takoj usedli na to enoznačno zombi in tako naprej. Sploh ne gre za to. V bistvu gre za metaforo, ampak ta dvoumnost je pa na nek način prisotna. Morda tudi v jeziku, kjer v bistvu te liki so vsi zelo gostobesedni, ampak tudi že zapadajo v nek absurd, grotesko. Ja, absolutno. Ja. To je pač na nek način ta njihov položaj, ta njihov položaj opazovalcev, ki so postavljeni, sej na nek način, če pogledamo lastno situacijo, recimo v tej družbi, smo postavljeni v nek položaj nekih opazovalcev. Konec koncev opazujemo celo stoletje, kaj pa 21. stoletje, moja dramatika je malo tudi kronika tega 21. stoletja. To je od veriga nekih terorističnih dejanj na začetku, napad na dvojčka, pa potem vremenske ujme,
pa vojne, pa pandemija, pa spet vojne. Ne. Se pravi, in tukaj so neki opazovalci, ne, ki gledamo te stvari, ki se dogajajo okoli nas, droni vojaški letijo čez našo glavo. Ne. Čeprav so pravzaprav statični, imajo pa neko najbolj realno situacijo, ki pritiče pravzaprav našemu, bi rekel, stanju v tem trenutku. Pa se vam zdi, da je vendarle mogoče neka rešitev oziroma neko drugačno zavzetje, pozicije znotraj družbe? Recimo, besedilo samo tega ne ponudi, a ne? Vaš lik Ingeborg reče oziroma priznava, da je cinik, ampak da je nič drugega ne preostane. Tudi pravzaprav vsi ti liki se vrnejo na neko svoje izhodišče in perpetuirajo svoje. Ja, se pravi, ker pač niso več živi, ne, nimajo druge izbire, kot da se vračajo nazaj. Ampak, mislim, da se tako interpretirati. Drugače pa ja, mislim, prej, ko sem govoril o teh katastrofah, pandemijah, vojnah in tako naprej, seveda so pomestniki prostori ljudi, ki pač živijo, ne, živijo in sploh recimo mladi, ki imajo pravico živeti v tem svetu, ki imajo pravico rojevati, imeti otroke, ne, pa se jim ta prostor, ne, nekega relativno normalnega življenja neprestano oži. Ne. Zdaj, to je nekaj, na kar ta igra opozarja pravzaprav, ne. Ni aktivistična, ne ponuja rešitev, mogoče pa postavlja neka vprašanja, ki jih je pa najbrž treba postaviti. Za uprizoritev v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica je nastala tudi dokumentarna občasno resnična komedija Vsje sej dalu. Predstava je bila uvrščena v tekmovalni program letošnjega 34. festivala Dnevi komedije in v tekmovalni program letošnjega tedna slovenske drame. Besedilo je nastalo iz pričevanj ljudi, ki so živeli in še živijo ob slovensko-italijanski meji. Tereza Gregorič je povedala, kako so soavtorjema nabirali gradivo, kako so ga uredili, koliko je resničnega in koliko umetniško preoblikovanega. Prvo vprašanje, kako smo nabirali, to je v bistvu 3-leten projekt. Že v 2023 sem jaz v bistvu neko skupino mladih ljudi nabrala, ki so mi v bistvu pomagali nabirati besedila, vsebino oziroma zgodbe, te pričevanja. Najprej smo v resnici začeli, kar se meni zdi zelo dobro poudariti, da smo imeli pravzaprav delavnico ustne zgodovine, katero je vodil Marko Klavora, naš ustni zgodovinar, in nas je v bistvu naučil oziroma nam predstavil, kakšni so ti intervjuje. In potem sem jaz v bistvu tem mladim rekla, ta prva faza je bila, dajmo narediti intervjuje s tem, ki so nam blizu, ne. Mislim, jaz sem jih že prej naredila, pa sem ugotovila, da največja inspiracija za nabiranje teh resničnih zgodb mi je definitivno moj nono Niko, ne, ki je tudi v predstavi. On je edini od teh pričevalcev, ki je v bistvu na nek način zajet celovito, ne, da so popolnoma neobdelani njegovi teksti na odru, ne, tudi seveda z nekimi dodatki in tako, kar je pač potem bilo potrebno za zgodbo in za uprizoritev. No in potem, to je bila prva faza, smo imeli potem en tak pripovedovalski zvečer s temi mladimi, potem pa naslednja faza naslednje leto, 2024, so pa bile te pripovedne predstave, ki smo jih imeli po vseh koncih naše severnoprimorske. Ta v Ajdovščini, ki je tudi Vsje se je dalo, zdaj tam smo dobili, je bila zgodbe in pričevalci bolj iz tega konca, potem Goriška je bolj iz goriškega dela oziroma okolice Kras in Brda, in potem v Kobaridu oziroma v Briginju smo imeli pa bolj iz tistega konca, recimo zgodbe, ne. Zadnja faza je bila seveda priprava te velike predstave, komedije Vsje se je dalo, no in tukaj tudi prideta seveda v igro Borut Petrovič in Jakob Šviligoj. No, seveda sta bila tudi v pripovednih predstavah prej, ampak manj prisotna pri samem snovanju besedila. Potem pa se je začelo urejanje. Tukaj sem najprej ne smem pozabiti Jureta Sardinška, ki mi je zelo pomagal pri tem zgodovinskemu pregledu. Ne, mi smo potem naredili ta zgodovinski pregled, kaj se dogaja, neke pomembne prelomnice na sami meji, ki so se dogajale, in potem v bistvu zgodbe, da smo jih nekako, smo mogli imeti, smo jih kronološko potem poskušali urediti. Se pravi, potem, ko smo vse te zgodbe dali in jih dali v nek zgodovinski kontekst in tako naprej, sta seveda tukaj prišla potem Borut in Jakob, ne, da smo pač sestavili to strukturo in celoto in potem seveda tudi dialoge in vse zadeve noter, ne. Jaz mislim, da kaj je pomembno pri sodelovanju v večjih, ne, tudi ne smem pozabiti ostale igralce, ki so tudi seveda za svoj lik in razvoj dali
nesti nek svoj del in tako naprej. Ampak pri nas treh se mi zdi pomembno, da ni samo to, kdo napiše in kaj napiše in koliko napiše, ampak je tudi predvsem pomemben odziv. Ne, da ti poveš, pa se ti nekdo zasmeji, aha, to deluje, ne. Zelo je, saj pri nas, težko sam pisati, ne, komedijo. Rabiš konstanten odziv, ne. Pa ste že od začetka recimo želeli ustvariti komedijo ali se je to potem sproti nekako izkazalo, da bo to dokumentarna komedija? Ja, ne samo za začetka, že pred začetkom smo vedeli, da bomo delali komedijo. Nas zanima komedija, mene Boruta in Jakoba absolutno povezuje humor in že v samem pogovoru, že v samo našo bitje, bivanje je prepleteno s humorjem in seveda tudi naše ustvarjanje, ne, ki gre že, zdaj bi skoro lahko rekla 10 let nazaj, ne, ko smo začeli v bistvu skupaj snovati zadeve, ki so bile vedno prepletene s humorjem in to nam je tudi najboljši izraz in tudi življenje sprejemamo nekako s tem. Tako da humor absolutno. Kaj pa morda odločitev o jeziku oziroma v narečju? Ja, jezik in narečje je pa tako, ne, to se mi zdi zanimivo, da me vsi sprašujejo, ne, zakaj smo dali v narečje. Narečje smo dali zaradi tega, ker je to pristno in ker so pričevalci iz tam, ne. Je pa zanimivo mogoče tukaj sam, da poudarjam to konceptu, ne, ker prej nisem povedala, oprostim, ampak se mi zdi pomembno povedati tudi to, ne, ker najprej, ko smo veliko predstavo začeli delati, ne, jaz sem mislim, da bo to na Malem odru in da bo tudi pripovedna predstava, ki se bo seveda veliko bolj ugledališčila in tako naprej, ne, seveda tudi skozi skeče, tako v komičnem smislu, ampak potem zaradi tega velikega uspeha teh malih predstav, ne, ki so bile zelo intimne in smo pripovedovali na majhnih prostorih, ampak so bile tako žive, ljudje so se ne samo smejali, oni so vriskali, ko so poslušali te zgodbe, ne, in skozi te zgodbe smo mi v bistvu, skozi te predstave, smo mi že v bistvu izrisovali te like, ne, kateri bojo, ne, in tako je tudi recimo Niko nastal, ker Nikota smo mi posneli in ga dali igralcu Matiju in ga pač prav posname perfektno, ne, in smo že s tem zelo razvijali in potem pač šli ustvarjanje. In seveda naša direktorica je pač hodila na te predstave in je rekla, ja, ne, jaz vas bom dala pa zdaj na velik oder, ne, ker to je pač, to bo uspešno in bomo rabili za ljudi, kar je tudi seveda smo danes videli se pravilno odločila, ampak potem smo mi, ko smo prišli na prve vaje in je bil tekst bolj pripovedno strukturiran, sem bila jaz tako prevelik oder je, ne, da bi mi poskušali dobiti ta občutek, ki smo ga imeli v teh majhnih, ne, dvoranah, da ljudje dihajo, da se smejijo, da živijo s temi liki, ne, da zapolnimo zdaj ta velik oder, bomo mogli nekako drugače pristopiti in smo se odločili, da bomo pristopili zgodbo. Neko celovito zgodbo, da človek propade noter od začetka do konca in se nam je zdela zgodba pravi odgovor, no, na nek način. Pa tudi se mi je zdelo, ker poznam gledalce, ker se z njimi ogromno, pa se družim z njimi in se ukvarjam, da jim pravzaprav zgodba zelo manjka v gledališču, no. In se mi zdi, da bi pač to dvoje nas nekako prepričali, da smo pol naredili to zgodbo, ki sicer gre čez 80-90 let, ampak še vedno zgodba. Se pa tukaj verjetno kaže, kako pomembno je ustvarjati dramatiko z roko v roki že z mislijo na uprizoritev oziroma že direktno na vajah za uprizoritev. Ja, absolutno je to resnica in tudi jaz mislim pač, če pogledamo tudi nazaj in Moliera in Shakespearea in tako naprej, oni so šli z roko v roki, oni so pač predstave, tekste pisali na odru, ne, niso jih pisali doma zaprti. Meni se zdi, da je to pač pravi način, ja, da si tam, pa ne samo z roko v roki z odrom, ne, se pravi, da na odru to delam, ampak tudi z roko v roki z gledalcem, ne s tem, ki jim boš to zgodbo dal, ne, in jaz mislim, da je to kombinacija vsega tega in zato se mi zdi, da je tako uspešna pri publiki, no, ker smo v bistvu vse pomešali nekako skupaj in potem to sestavljali. Ja, pa ne samo pri publiki, ampak očitno tudi pri strokovni žiriji za Grumovo nagrado. Je pa še ena posebnost vašega besedila in sicer so to sprotne opombe, ki so verjetno mišljene kot da nekako pojasnjujejo neavtentičnim govorcem kakšno stvar oziroma kontekst, pa vendarle te sprotne opombe postajajo mnogo več, mislim, postajajo nek svet zase. Morda odkot odločitev za tak princip pisanja? No, to je bilo pa tako, ne, jaz se moram spet tukaj zahvaliti naši direktorci, fajn je imeti fajn direktorco, ne, ko je gledala, Mirjam Drnovšček seveda,
ko je gledala to našo predstavo že na vaji in je rekla, Tereza, to boš ti mogla poslati na Gruma. In jaz, kaj bom to pošiljala komedijo na Gruma, kdo bo to nekaj, kaj bo? Ja, pošli. No in potem, ko sem pač jaz prebirala to prizoritveno verzijo, je bila to je zelo siromašena zadeva, zato ker se vse zgodi na odru in imaš te igralci so polno tako, ne, ko ti ustvarjaš že vsebino, pač sproti poveš in jo že igralci, scena in vsi ostali gledališki znaki in zapolnijo. Ne. No in potem, ko sem šla pač pripravljati ta tekst, sem v resnici hotela zaobjeti to polnost te naše predstave in najprej in z opisi likov in z vsem tem klasičnim, ampak hkrati, da ni zdaj to berem neko suhoparno opisovanje, ne, ampak sem želela, da je to celostno besedilo, ne, torej, da se te didaskalije so da so prav tako humorne, da so prav tako žanrsko, ne, celovite, pa vsebinsko močne, ne, da se pač vsa ta kontekst ne samo prevodi v slovenščino iz primorščine recimo, ampak tudi, da se vse, tudi pred zgodovinski kontekst, ne, da tudi vejo, ne, to je pač zelo specifično okolje, iz katerega to izhaja in ne vejo zdaj vsi, kaj se je na meji dogajalo, ne, pa tudi zgodovinska dejstva sama po sebi so komična, ne, v nekem kontekstu in ta komična zgodovinska dejstva so notri ali pa vse te zadeve, no, ki so nas v bistvu navdihovale na nek način. Je pa utemeljitev oziroma besedilo strokovne žirije še kot posebnost oziroma kvaliteta omenja še sporočilo o, citiram, presežni vitalnosti in opolnomočenju žensk. Kako pomemben pa se vam je morda zdel ta vidik? Zelo pomemben, ne? Ampak tukaj pa moram biti zelo osebno, ker jaz v resnici izhajam iz linije res močnih žensk, ne, jaz jim rečem našim patriarhin, ne. Pri nas je vedno, tudi ko gledam zgodovino, nek matriarhat vladal, ne, vedno je bila ženska glavna, ženska ta, ki je nosila, ne, in ker sem se jaz potem začela soočati s svetom, ne, in sem počasi začela ugotavljati, da mi živimo v bistvu v patriarhalnem svetu in moški, da to vodijo, sploh leta nisem tega dojela v resnici, ker sem pač se mi je zdelo normalno, da je ženska taki vodi, ne. In potem, ko sem šla tudi to skozi to prizmo pogledati in raziskovati, ne, sem gotovila, da pač vsaj na Primorskem je pač to v bistvu zelo močno, skoraj tradicionalno že, da ženska je nekako glava družine, ne. In se mi zdi, da je da se to na nek način pozna, da je to naravno in v nekem DNK-ju ta moč žensk. Jaz si ne predstavljam, da bi naredila predstave, ker ni pač ženska, da vodi, ne, ali pa da razlaga, ali pa da je nosilka razuma na nek način, no. Tako da meni se to zdi tako zelo naravno, ne. Pa tudi fajn se mi zdi to, da nismo v bistvu, kako bi rekli, aktivistični, zdaj smo pa mi neke feministke, ampak da to damo čisto normalno zgodbo, s katero se pač gledalci poistovetijo in se jim zdi to popolnoma normalno, ne. Noben ne reče, to je feministična predstava, ampak vsi pa vejo, da je zelo feministična predstava, ne, jo čutijo, ne, ampak ni tako in your face, ne, zato tudi te, ki so recimo proti feministkam, čisto lepo sprejemajo našo predstavo, a nič ne opazijo, da bi zdaj imeli kakšen problem s tem, se mi zdi popolnoma normalno, ne, tako. Serijo pogovorov zaključuje Katarina Morano, ki je za nagrado nominirana tudi z besedilom Zakaj sva se ločila. Besedilo so uprizorili v Mestnem gledališču ljubljanskem, nov prizoritev pa je uvrščena v tekmovalne programe vseh 3 največjih slovenskih gledaliških festivalov, Festival Dnevi komedije, Teden slovenske drame in Festival Borštnikovo srečanje. V besedilu je Katarina Morano izpisala izpoved Tine in Tineta, para v 40-ih, ki se spopadata z obdobjem neizpolnjenosti v razmerju. Zakaj se je odločila za to intimno temo, ki na oder postavlja zgolj 2 dramski osebi? Jaz mislim, da nekako se teme, ki me zanimajo ali pa ki se jih lotevam, da se kar malo navezujejo druga na drugo. Na splošno bi lahko rekla, da me zanima, kako se neko družbeno stanje odraža v neki manjši celici, v družini ali pa tudi v posamezniku. Ampak zanima me intimna zgodba, ki odraža neko stanje v svetu, kot ga vidimo, čutimo. Tudi pri tekstu Zakaj sva se ločila, sem se primarno ukvarjala s tem, z enimi
občutki tesnobe, ki so morda iz moje perspektive nek normalen odziv na stanje sveta, v katerem živimo. In sem to raziskovala, kako se ta tesnoba odraža v paru, v družini. In v bistvu sledimo temu paru, ki si poskuša zgraditi eno prihodnost in bolj kot gradi svojo hišo, svoj dom, usklajuje službo, otroke, vse obveznosti, bolj izgublja to, zakaj vse to sploh počne in bolj se pri tem, recimo, ta par drugega poškoduje in na koncu, ko ostaneš sam z vsemi temi stvarmi in zidovi, ne veš več, zakaj si tukaj, no, in kaj si po poti izgubil. No. Ja, pri tem pa v bistvu izbirate neke zelo vsakdanje pripetljaje, ki pa lahko zelo vplivajo na človeka in ki so v bistvu zelo vezane na našo družbeno sfero. Mogoče kako ste izbirali sploh neke pripetljaje znotraj tega življenja? Ja, mene to zanima. Zanima me vsakdanjost v našem delu. Skoraj bi si želela, da bi kar se da dokumentarno izgledalo na koncu. Ali pa se občutilo, da je vzeto iz resničnega sveta. To me zanima, kako z nekimi vsakdanjimi zgodbami, z vsakdanjimi gestami, besedami povemo stvari, ki se nas tičajo, pač ne samo, upam, da ne samo mene, ampak tudi še koga drugega. Ja, to zaznamuje nekako celoten vaš opus, že od usedlin pa besedila 7 dni na to, kako je padlo drevo. Sicer so to vsa besedila, ki so bila ravno tako nominirana za Grumovo nagrado. Odlikuje pa jih tudi jezik, ki ga je ravno tako izpostavila strokovna žirija, če jo citiram. Izpostavila ta mimezis realistične naracije. Kako morda gradite pa odrski jezik, oziroma najprej dramski, se to morda navezuje tudi na kasnejšo uprizoritev? Jaz imam veliko srečo, da sodelujem z Žigo Divjakom in nikoli ne pišem samo zato, da pišem, ampak ko pišem, že razmišljava o postavitvi. Velikrat tudi že vem, kdo bo odigral ta tekst, kdo bo te besede govoril. In tudi bolj kot se poznamo, tudi ta sodelovanja se ponavljajo. Recimo, ne vem, ko enkrat slišim, kako Jana Zupančič govori te replike, potem naslednjič, ko pišem tekst, ko vem, da ga Jana Zupančič igra, se mi včasih zdi, da ona malo spregovori. To meni zelo veliko pomeni. Tako da mislim, da je to olajševalna okoliščina, se tako sliši. Ne, ni to prava beseda. Ampak mislim, da je to ena obogatitev, da že ko pišem, vem, da bo to nekje uprizorjeno. Ne. To mi da in zagona, in smisla, in tudi lažje se usedeš, lažje. Ne. To je brca v rit. Ta rok, recimo, ki ga imaš, je kar brca v rit. No, jaz take brce rabim. Zdaj, med drugim, Tina med dogajanjem ponavlja tudi neko mantro, vse je tako, kot mora biti. Pravzaprav ni tako, kot mora biti, niti v intimno-partnerskem razmerju, niti v družbenem okolišu, v katerem je ta par vključen, pa vendarle na koncu pustite nekako priprta vrata in vendarle vpišete neko upanje v besedilo. Se vam zdi kriza rešljiva, tudi če se morda ne zdi tako začasna? Ne vem, če znam na to odgovoriti. Mislim, da je to tudi moj notranji boj. Stvari, po mojem mnenju, niso tako, kot bi mogle biti. Jaz mislim, da stvari so rešljive, ne vem pa, če imam upanje, da bojo rešene. Kar pa nekako se mogoče z leti učim, pa je, da mogoče to tesnobo ne obračam več na vznoter, ampak jo obračam na vzven, da pač narediš, kar lahko narediš, spregovoriš o tem, kar lahko spregovoriš. Jaz si težko govorim, da je vse tako, kot mora biti. Lahko se pa poskušam sprijazniti, da stvari so tako, kot so, in potem se obrnem k sebi in se rečeš, kaj pa ti lahko narediš za tiste stvari, kaj lahko ti spremeniš, kje se lahko ti udeležiš, kje lahko ti spregovoriš, ker bi si zelo želela marsikakšna stvar, da bi bila drugačna. No.
To so bili pogovori z nominirankami in nominiranci za nagrado Slavka Gruma oziroma nagrado za najboljše slovensko dramsko besedilo. Kdo je prejemnica oziroma prejemnik te pomembne nagrade, pa bo znano konec tedna, v soboto 11. aprila, na sklepni slovesnosti 56. festivala Teden slovenske drame. Današnjo vdajo Oder sem pripravila Kaja Novosel, tonsko pa jo je oblikoval Jernej Boc. Po današnjem predvajanju v etru lahko vdajo poiščete v spletnem arhivu našega programa Ars, pa na spletni platformi RTV 365 in v aplikaciji za podcaste. Hvala za pozornost in lep dan!